Čestitke, premiera je za tabo, si vdahana. Ja, itak, da sem nadahnila, ne, mislim, krasno je bilo. Čudovito publiko sem danes imela, res. Ne vem, če sem kdaj v karieri imela tako lepo publiko, a ne, pa da so prišli prav zame, a ne, nekaj božanskega. Bojo te pa še lahko videli tudi po drugih krajih Slovenije, a ne? Se kakšnega posebej bojiš? Mesta? Ne, pa ne. Jaz sem dala že itak veliko nastopov včasih, tako da jaz se veselim v drugih mesta, ne, tako da mislim, da sem se najbolj bala te Ljubljane, a ne, ker trebalo se pokazati, tle so bili prijatelji, znanci, a ne, tako da medijske osebnosti, a ne, to je, tle se trebalo izkazati. Meniš, da je kaj, kar smo tle, mislim, koliko stvari ljudje zvejo tu na temo nastopu, kaj bi rekla, novega v tebi? Predvsem poučnega, a ne. Ja mislim, da so še veliko stvari izvedli o meni tle, a ne. Predvsem, da sem človek, a ne, kot vsak drug, da imamo podobne probleme v življenju, a ne. Da treba sprejemati stvari, a ne sovražiti stvari, a ne. In če verjameš v svoj uspeh, se zgodi, a ne, vseeno, kaj so bili polena pod noge, pa vse, če imaš en cilj, verjameš v to, ne more biti drugi izid kot uspeh. Torej, vsem, ki se počutijo malo down, glavo gor, glavo gor, cice ven. Dobrodošli na TV Salome! Novičke, pičke! Kakšno se ti je danes zdela, Salome? Si ne izvedela kaj novega? Moram priznati, da zelo malo, če sem čisto odkrita, ampak vseeno sem se nasmejala. Pa jaz mislim, da ona še ima materijala, ne? Tako da lahko pričakujemo, da se bo ta vsa zadeva še spremenila, razširila, obogatila in mislim, da še ima to svoje, nima ja, po mojem, za Salome. Kaj pa tako najbolj občuduješ pri njej? Meni se zdi super, midve smo recimo en tak primer, ko včasih mi je znala reči, da je recimo ona se ni rodila kot ženska, pa zna biti bolj ženska. Jaz pa imam to srečo, da sem se rodila kot ženska, pa sem taki runkl. Ne, mislim, ne znam biti, mislim, ona je 100-krat boljša dama od mene lahko, če tako pogledaš, recimo ženska. Pa tudi bolj bi se mogoče, ne vem, no, borila bi se isto za ženska pravica, to mislim, da bi se. Samo jaz sem sana bolj holdrast, kako se te reče? To. Sem rekla vojaka, imaš vžigalnik. Ja, imaš v desnem žepu, vzami si ga sam. Jaz z roko noti, zagrabi za kak je vžigalnik. Ko se mi je začela potiti po hrbtu, jaz sem mislila, da bom umrla. Kako se pa tebi kaj zdaj v tale šov današnji? Krasen, veš kaj bi jaz rekla, da je Salome res taka zrela, polnokrvna ženska in da smo jo vsi toliko časa čakali s to avtorsko predstavo, prekrasno. Mene je res, kot sem rekla, nasmejala me do solz in ganila me do solz. V delu, kjer mama pokliče v predstavi, a ne, meni so se solze vlile, res. Tako sem jo začutila. Ja. Kaj pa drugače najbolj občuduješ pri njej? Občudujem njen pogum, a ne, da je v bistvu res bila trmasta pri tem, da je to, kar je, a ne. In to je, se mi zdi, tako sporočilo tudi te predstave, a ne, da se ne smemo sramovati, kako je rekla, ne, da je bilo sram na začetku in tako, a ne. Da moramo res pač sprejeti svoje prednosti in svoje slabosti in se pač iz njih skozi življenje učiti, ne, in talente ima, tako hude talente ima Salome. Ko sem videla, kakšen portret je narisala, ne, Nenada, sebe, moškega, mislim, kakšna izjemna ženska, kakšni talenti se skrivajo v njej, tako da sem neskončno vesela, da je končno prišla na oder in da deli z nami v bistvu, ne, te lepe pa mogoče tudi manj lepe trenutke v tej predstavi. Priporočam. Omenila si Salome tle, mislim, ima veliko talentov, ne, rekla je tudi drugim, da imamo tudi mi veliko talentov, za katere mogoče si ne priznamo, oziroma mogoče jih skrivamo, pa ne upamo. Kako je pa s tem pri tebi? Si ti odkrila, oziroma ti tle malo spodbudil? Veš, da sem ga
res odkrila en povsem nov talent, to je pisanje. No tako, ne, zdaj bodo povedali pač tisti, ki bodo kupili in prebrali mojo knjigo V objemu življenja, ampak res sem zlila srce in dušo noter in tudi nekako se mi zdi, da je jezik lep in tako in res mogoče je pa to en tak novo odkriti talent in bom še kdaj kaj napisala. Mogoče tudi kakšne otroške pravljice ali... Ja, sem že razmišljala, mi je rekel moj Marlonček, mamček, kdaj boš pa kakšno pravljico zame napisala? Sem rekla, Marlon, mogoče pa to že pride. Hvala